Da ste se odzvali našemu vabilu. Posebej tudi pozdravljam z urada varuha človekovih pravic gospoda Lana Vošnjaka, predstavnike fakultet, različnih organizacij, starše, različnih centrov. Skratka, vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu, ste iskreno dobrodošli. Ideja za današnji posvet je nastala že lansko leto, približno v tem času. Center za usposabljanje delo in varstvo Dolfke Boštjančič, ki je organizator tega posveta, je v tem letu, prav v teh dneh, praznujemo 30 let našega dela in nekako ob 30. obletnici smo si postavili kot izziv tudi pregled našega dela. Želeli smo videti, kakšne so smernice vnaprej, kaj smo naredili v teh 30 letih in kaj je tisto, v katero smer pravzaprav želimo iti. Meja med samimi institucijami in skupnostmi je neprestano v nevarnosti. Kaj je institucija in kaj je skupnost, je nekako meja zelo tanka. Predvsem zato, ker so institucije, zavodi postali v zadnjih letih bolj občutljivi, v zavode prodira čustva in niso več tako hladne in takšne, kot smo jih navajeni bili iz preteklosti. In v skupnosti prodirajo posli in konkurenca. Skratka, skupnost v zadnjih letih ni več tako prijazna, kot si jo mi idealistično predstavljamo. V skupnosti sosedi pravijo, da nek sosed, ki je drugačen, zbija ceno njihovega kvadratnega metra, niso pripravljeni na neke spremembe, tako da imamo nekako ves čas spremembe med skupnostjo in ustanovami. Zato nekako bi danes želeli govoriti ravno o tem. Koliko živi v skupnosti? 10. In kaj delate čez dan, kako dan zgleda? Greste kaj v službo tudi? Tudi jaz od draga hodim, v muzejni program, medicin. Malo sem balkonje, malo papir delam, malo sem gostil napisan, da ne vidim gostil popolne delati. Tu pa zraven tebe sedi? Zame sedi Tifan, svoji skupaj 3 dni. Kako skupaj? Bolj povedati, kako skupaj? Da sva fant pa punca. Ja. Skupaj imamo svojo obstovi, skupaj sediva. Fantam po stopnice in sem si poškodovala glavo in od tega je že 18 let. Imam še velike posledice tega in če ne bi od začetka nastopila po 2 letih najprvo v zavod Zadja, ki je po poškodbi glava, se niti ne bi tako prišla do sebe, da bi se osamosvojila in da bi opremila sem si stanovanje in naučila živeti, ker živim sama, da je sedaj v 3. nadstropju, sicer brez dvigala, ampak super. Dejstvo pa, koliko 2 leti, ko v Dolfke Boštjančič zavodu, tukaj pa tudi izdelujemo veliko raznovrstnih stvari, od lesenih, linenih, razne voščilnice, take zanimive zadeve, razne nakit pa to. In meni je enkratno, da imam nekam za hoditi. Ti si čez delo, da posebej delo Benina, imaš kakšne izkušnje z gosti? Ja, imam pa tudi mojega znanja. Kako sem se naučil, da sem prišel do gostilne Druge violine, da horam pomagati jim delati. Izkušnja pa isto. Kaj se dogaja z institucijami, recimo v Sloveniji? Zadnje čase je kar precej kritičen pogled na dogajanje institucij. Če pa malo pogledamo te tipične primere, kjer smo zdaj slišali, mogoče pa ni tako slabo vse skupaj. Je to neka faza, ki je nujno potrebna, da pride.
do neke kvalitete življenja, tako kot smo prej slišali. Jaz sem pa tukaj nekaj rekla, Martina Piskač. Jaz sem bila institucionalna otrok. 20 let v zavodu, v Kamniku, pa 70 letih sem predstavila domu starejših občanov. Jaz se nekako ne morem strinjati, da so institucije potrebne, ker a ste vi kdaj bili kot mlad mladostnik živel v domu starejših občanov. Ker ni samo to je najmanj, da ne vem, ješ oboji, greš na vodo oboji, da odvajaš tako samo dopoldne. To so malenkosti, primerjati s tem, da brez jaz sem obrnem niti lista. Jaz v bistvu lahko samo životarjam v inštituciji in gledam televizijo. Ko sem prišla ven v inštitucije, z osebno asistenco, ne samo, da sem imela družino, rodila hčera, da živim kvalitetno življenje, zdaj sem aktivna, lahko delam in v inštituciji tega nekako ne more. Tako da vi imate slovo ločiti, kaj inštitucija pomeni za nas. To je te primere, ki ste kaj navedli. Ja, ampak to ni tista inštitucija, v kateri hendikepirani kot jaz pristanemo. Mi pristanemo v domovih za starejše občane. In tukaj prosim, da se enkrat razmisli, da to nikakor ni življenje za nas. Ja, jaz mislim, da ima vsak svojo osebno izkušnjo. To, da se domovi za starejše, da so domovi za starejše vključevali mlade invalide, tudi ljudi z motnjo v duševnem razvoju je vsekakor sporno. Sama se spomnim, da smo se zelo trudili, da bi se nekako te skupine drugače obravnavale v drugih skupnostih, ravno zaradi tega, ker so potrebe zelo različne. Žal pa v današnjem času vidim, da spet postaja aktualno, glede na to, da je veliko domov in da domovi niso polni, da nekako se zopet propagira, kako je potrebno, kako je v redu to življenje medgeneracijsko in sama vidim tukaj zelo tanko mejo. Zdaj, kako so inštitucije organizirane, obstaja ena taka zelo debela knjiga in raziskava, ki jo je naredila Evropska komisija. Na podlagi tega je potem izdala kar nekaj papirjev. Jaz sem na Evropski komisiji rekla, če sem to pogledala, če potem pogledate na strani 487 piše, kako smo mi organizirani v Sloveniji, tam pa pišejo samo 3 strani geografskih značilnosti, ostalo pa naše ministrstvo pravzaprav sploh ni dajalo podatkov. Tako da v tem smislu se mi zdi zelo velik problem, da se tega sistematično nismo lotili in da smo mi tudi danes vabili vse predstavnike Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in da ni nikogar tukaj. Mogoče se nam bojo še pridružili. Prejšnji tedni so govorili, da še nimajo pooblastil, zdaj pa jih imajo, pa jih tudi nima. Tako da te razmere v različnih deželah Evropske unije so zelo različne. Jaz tudi mislim, da so različne razmere v različnih institucijah. Se pa strinjam s tem, kar ste vi rekli, vsekakor življenje nekoga, ki je star in potrebuje eno obliko pomoči, pa življenje nekoga, ki je mlajši invalid, ni primerljivo in je potrebno te stvari tudi drugače postaviti. In se tako institucija ni rešitev. Prosim? Institucija ni rešitev, ker lahko dejansko živimo samostojno in da je odvisno s pomočjo osebne asistence. Ja, jaz se zelo veselim, bo osebna asistenca dostopna vsem. Tudi Branko, to pa Tifi. Mi nek način osebne asistence izvajamo v Ribenci. Tam naša Tatjana živi z otrokom. Nima osebnega asistenta, ampak ima delavko preko javnih del in ta delavka preko javnih del hodi samo kolikrat, 3-krat na teden in ji pomaga živeti. Jaz se strinjam s tem, da je to najcenejša oblika. Bi pa želela, da bi, če bi imela več potrebe, po več pomoči, imela tudi več te pomoči. Jaz sem se enkrat zamerila, sem Katja od Zveze Sožitje, zamerila vsem nevladnim organizacijam, ker sem rekla, da kar se tiče inštitucij, pa njihovega zapiranja, bomo pa mi zelo konzervativni. Namreč
Problem je v tem, da razumemo deinstitucionalizacijo kot pot v samostojno življenje naših sinov in hčera. Prvi korak, ki bi ga mogla država Slovenija narediti na tej poti, za kar jo je zavezalo tudi njeno ustavno sodišče, je, da zagotovi dovolj sredstev za samostojno življenje ljudi z najtežjimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Te sodbe ustavnega sodišča država Slovenija ne spoštuje in ne izvaja. Prejemki so še vedno 280 evrov. Še ta prejemek smo skupno akcijo komaj obranili, da ni postal socialni prejemek, torej vračljiv. To znamo, da domestilo za invalidnost je 280 evrov, vse drugo je čisti čar. Dodatek za pomoč in postrežbo, naši sinovi in hčere ga dobijo praviloma najnižjega možnega. Varstveni dodatek vračljiv. Ali imajo naši sinovi in hčere možnost, da sami odločajo o teh zadevah? Ja. Nimajo. Nimajo, zato ker problem pravne opolnomočenosti še vedno ni rešen. Sistem ljudi z motnjami v duševnem razvoju deluje še vedno po zakonu iz leta 1983. Pri vseh podpisih konvencije o pravicah invalidov, po vseh podpisov konvencije o pravicah otrok in vseh mogočih konvencijah o človekovih pravicah. To se pravi, mi ne smemo zaprti diskusije o deinstitucionalizaciji, a bomo jih zaprli, medve z gospod direktorico se vedno nahecala, jaz prav, mi smo zato, da vas zapremo, vi ste pa zato, da se ne date. Ampak kaj je treba za določeno skupino invalidov po konvenciji o pravicah invalidov narediti, da bodo ustvarjeni predpogoji za njihovo samostojno življenje. Kar se tiče osebnega asistenta, zelo lepo, samo ne za naše. Samo ne za naše. Zadnja diskusija na Ministrstvu za delo in družino je ostala na tem, da vaši pa itak imajo družinskega pomočnika, pa da itak imajo VDC-je, ker je 500 ljudi na čakalni vrsti, pa itak imajo šolo do 26 leta, zato ko se vedi knjimov, jih ne moramo da to VDC in tako naprej. Pazite, in zato, ker je cel segment neurejen in ker smo mi starši, in seveda smo starši na strani varnosti, to je razumljivo, in tukaj sprejemamo vso kritiko, da na račun varnosti ne spoštujemo svobode ljudi za odločanje, ampak bomo zahtevali najprej, da se ustvarijo temeljni predpogoji za samostojno življenje, da bi se potem lahko pogovarjali o tem, kako bomo mi zagotavljali strukturalno samostojno življenje. Stanovanjska skupnost ima 4 do 6 ljudi. Tega ministrstva niti slučajno ne. Bivalne skupnosti po celi Evropi imajo 25 trepov, tudi pa na 24 je normativ. Zato, ker to ekonomika sedaj ne prenese. Pazite. Skratka, jaz bi želela, da ko se pogovarjamo o deinstitucionalizaciji, da imamo predvsem v mislih sistemsko ureditev samostojnega življenja ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Ki, kot je rekla gospa Božanova, imamo materialne dokaze, da v skupnosti niso zaželjeni, niso sprijeti in kako bodo potekale storitve v skupnosti, če jih ta ne sprejme kot enakopravnih članov. Jaz se opravičujem, da sem stvari zapeljala malo trgem, ne, jih ne, ali pa črna ne, ampak kaj je pravzaprav treba narediti, da bomo lahko diskutirali, ker Evropska unija v deinstitucionalizaciji vidi predvsem kvaliteto odnosov. Kakor sem jaz razumela tale špek, da sem ga prebrala. Kvaliteta odnosov, opolnomočenost uporabnikov in
njihovo samostojno življenje ob zagotavljanju ustreznih opor. Hvala lepa. Tista varnost, ki jo mi starši čutimo, da so v inštituciji, nam res ogromno pomeni. In jaz nikako ne bi želela imeti otroka doma. In tudi, če imata oba nekega pomočnika, ker ne moramo zdaj dati vse v isti koš. Moja dva otroka sta izredno zahtevna, naporna, nihče ne govori, imata res posebne potrebe. Jaz ne morem govoriti, da lahko greste samostojno nekam, da samostojno živita, nikakor. Niti osnovnih potreb ne morate samostojno upravljati. Tako da tukaj jaz mislim, da ne moramo kar tako govoriti nekako počez, ampak res tukaj ločiti tiste, ki so s težkimi motnjami, ki ne morejo biti samostojni, pa tiste, ki se jim to lahko omogoči, ki želijo to, ki znajo povedati. Tako da jaz tukaj v inštituciji res čutim eno veliko varnost. Glejte, zdaj smo slišali predvsem tiste, ki so sposobni z nekim nadzorom sami živeti. So čisti, lahko delajo, lahko govorijo. Mi dva imava pa 37 let starega sina, enako kot gospa Martinčeva, ki ne govori, ni čist, nič. Povejte, za take se potrebuje institucija. Danes moramo zagarantirati tak sistem, da boste varni, da bodo varni tudi takrat, ko bodo samostojni, ker staršev več ne bo. Mi v Sloveniji še zmeraj inštitucijo jemljamo kot zavod starega ekipa, to pojmujemo kot inštitucijo. Ampak inštitucija je namreč mnogo več od tega. Inštitucija je kot vsaka osnovna šola, inštitucija je vsaka družina, inštitucija je vsaka društvo, lahko gasilno društvo ali karkoli že. Tako da treba najprej opredeliti, kaj mislimo s tem inštitucija in se potem sprašujeti, ali je ta inštitucija prisila ali je dom. Jaz sem tudi 20 let delal v nevladni organizaciji bivalne skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju, tako da lahko primerjam to vrstno inštitucijo pa inštitucijo nevladnega tipa. In jasno, verjemite mi, da sem veliko razmišljal o tem, kaj pravzaprav prinaša več, kaj bolje in tako naprej. In oboje prinaša koristi in oboje ima svoje hendikepe. In jaz mislim, da je tukaj, pustimo zdaj to, kaj je zdaj nevladno, pa so to bivalne skupnosti ali to inštitucija tipa, ne vem, IK ali pa končni center Jarnega Levca. Meni se zdi pomembno predvsem to, koliko je v tej inštituciji, ki je pogosto prisila in dom hkrati. Jaz mislim, da prisila na nek način vedno je. Ampak ali je lahko dom ali ne, je pa odvisno, pa mislim, da je dr. Varnalova to že začela, jaz sem za njo prišel, mislim, vsega ujel, kar je rekla, odvisno od tega, koliko lahko institucija zadovolji potrebe posameznika, ki tam noter je, in kakšna je raven odnosov, kakšna je globina medsebojnih odnosov, to pomeni spoštovanje, varnost, komunikacija in tako naprej. In mislim, da se tukaj lahko institucija prestopa v deinstitucijo, če hoče, ali pa institucija prestopa tudi v dom. Več, ko je dlje, ko lahko zadovolji potrebe svojih uporabnikov, pa ne samo tiste posebne potrebe, ampak obče človeške potrebe. Dlje, ko ima razvite dobre odnose, bolje lahko ta institucija tudi dom, ali bolje lahko ta institucija tudi deinstitucionalizira. Jaz sem šla po 11 letih iz zavoda in takrat se spomnim, smo delavnice pod posebnimi pogoji, ki so bile 200 metrov stran od te velike zgradbe, so šli tudi prvi stanovalci. Takrat še ni bilo bivalne skupine in se spomnim, ko sem se srečevala s temi mladimi ljudmi, v bistvu bi jaz večini lahko bila mama ali pa starejša sestra, so rekli, kako fajn, mi smo tako dobri, nas je Marjan Lačen pustil iz zavoda, ti si lahko šla v drugo službo, mi smo šli pa v
EPP so rekli, ne delavnico pod posebnimi pogoji. Skratka, tole doživljanje, resnično, oni so ta premik, ko je dejansko bil en premik v tej smeri, o kateri se danes pogovarjamo, so tako doživeli. Jaz sem napredoval, jaz to zdaj zmorem in jaz tja grem. Seveda, vračali so se, spali, jedli so še vedno v tej hiši, ampak nekaj se je zgodilo. Tudi mene so zdravniki nagovarjali, da ga dam kot en poseben primerek, bi danes rekla, v zavod v Stični. Če verjamete ali ne, peljala sem se z enim avtobusom do Ljubljane, sem šla preveriti, kaj bi na svoje lastne oči, kaj bi ta otrok tam imel. Tam sem naletela na nekaj čisto drugega, kar se dogaja v naših inštitucijah. Našla sem eno skupino otrok, vsi so bili v nekih belih pajacih, nobene igrače niso imeli na mizi, tako kot smo recimo imeli naši otroci v črni, ker sem rekli. Vsi so se nekaj guncali, skratka, bili so nezaposleni in tako naprej, no, kako govorimo o hospitalizmu. Do tega ni prišlo, ker sem pač presodila in smo presodili, da je naša družina dovolj trdna skupnost in da imamo to podporo in da bomo šli pač z njim normalno življenje. Marko me je naučil in mnogi fantje in dekleta, osebe s posebnimi potrebami, tako osebe z motnjo v duševnem razvoju, kot zadnja 4 leta moje službe osebe z težavami v duševnem zdravju, da lahko sem njihov sopotnik, spodbujevalec, spremljevalec, varuh, zagovornik, ampak vedno poslušati moram njegove sanje, njegove želje in potem ga opogumiti in dovoliti, da stopa za svojimi koraki ob svojem času na svoj način, kolikor on zmore. In to lahko počnem znotraj inštitucije, se pravi, da počenem stvari, da so tu čim bolj ustvarjani pogoji, katere imamo mi v svojih domovih, ali pa v teh raznolikih oblikah, ki so zdaj na srečo se tudi pri nas razmahane. Ko sem prišla v Dutovlje leta 2000 kot strokovna delavka, seveda inšpekcija ministrstva, ki ga danes ni, je to postavila, sem priletela v totalno inštitucijo. Zaklenjena vrata, 165 odraslih oseb, povprečna starost 48 let, niso smeli sedeti na klopi in kaditi pred hišo, ki naj bi bila njihov dom. Vsi so jih vikali, neki odtujeni odnosi so bili. Zelo močno uveljavljata medicinski model, 2 socialni delavki bi se lahko na glavo obrnili, ne morate spremeniti. No. In potem, na srečo, je bil postavljen nacionalni program socialnega varstva, neki akcijski načrti, tako da smo začeli ta preboj, ampak spet ta preboj sem ga delala, sem skupaj z 18 sodelavci, ker moram povedati, nisem imela kot strokovna vodja pa podpore niti v direktorju, ki je bil poslovni direktor, niti v psihiatri. Stanovalci so rekli, tej psihiatri, zdravnica, sodnica. Ker jim je nekomu, ko se je opil ali pa kakšno neumnost naredil, tako ko jo vsi delamo, ampak res nevelike prekrške, je prepovedala izhod. Niti do trgovine niso smeli. In meni je bilo to zelo hudobno. Tako da, tudi Let nad kukavičjim gnezdom ste zagotovo gledali. Glavna sestra je bila oseba, ki je mladi ženski, stari 23 let. Mi vas imamo radi, veste? Sem vam povedala vse. No. Žalosti me, da danes ni tukaj pristojnih iz ministrstva, tako kot na spomladanskem posvetu na vrtu ni bila zadeva uravnoteženo predstavljena z vseh strani. Deinstitucionalizacija ni zgolj zapiranje zavodov, to nam je popolnoma jasno, in institucija, dom ali prisila je, tako kot je gospod
Rovšek potem rekel zopet vprašanje, kaj je večja prisila, družina kot institucija ali nek zavod, ki se mogoče celo še imenuje zavod in človeku zagotavlja človekove pravice v največji možni meri. Predhodnika, gospod Rovšek in gospod Koškova, sta mi dala enkratno iztočnico. V osnovi so človekove pravice. Vse, kar sta povedala, sta govorila o človekovih pravicah, pa niste niti enkrat omenila. Njuna rdeča nit je tukaj jasna. In ko bomo zagotavljali človekove pravice vsem državljanom enako, potem smo naredili to, kar je potrebno. Nažalost pa nismo naredili in zadovoljili in izpolnili otrokovih človekovih pravic, ko smo mu ponudili zavod, ko smo družino po silu razmer prisilili v zavod. Vseh nihče ni prisilil. Samo nobene možnosti izbire ni, nobenih drugih možnosti ni. In kaj in na čem smo? Na tem, da to sprejmemo. Sej tu niso inštitucije 19. stoletja. Sej so prijazne, ampak tudi prijazna inštitucija je še vedno inštitucija. Zato mislim, da moramo narediti najprej na izhodišču in seveda začeti pri šoli in pri pravicah otrok. Segregirano šolstvo pomeni izključevanje po celem življenju naprej in nesprejemanje okolice, ki ni hodila skupaj v šolo z otrokom, tako ali drugačnim, ki ni hodila v vrtec, v šolo in z njim odraščala, ker ti so bili za nekam drugam. Kako jih bo potem družba kot odrasle sprejela, če jih 10, 15, 20, 26 let ni videvala v okolju? Se jih ne more, se jih bojijo. Se veliko naših prostovoljcev, ko danes pride v našo organizacijo, reče, ja, se je to pa ni tako grozno, kot smo začetka mislili. Mi smo se začetka bolj bali. Ja, zaradi tega, ker so s to izkušnjo ali v naši organizaciji ali v drugih organizacijah se začeli srečevati šele kot odrasle osebe. Potem pa nastopi vprašanje, kdo je tisti, ki lahko živi samostojno in kdo je toliko prizadet in oviran, da to ne more. Tukaj ni dileme. Človekove pravice so univerzalne in so za vse enake. Potem je potreba samo storiti vse, da se zagotovi možnosti bivanja vsakomu. To, kar je Vladnarova rekla o neuresničevanju ustavne odločbe, vse to drži, pa še marsikaj drugega drži. Ampak v tej državi, tistih, ki bi danes morali biti tukaj, pa jih ni, ne vedo nič in nimajo pojma, koga bojo naredili. Ker nimajo ne strategije, niti ne vejo, kaj sploh počnejo, na to, ko govorijo 28, pa še kaj veliko so. Nočem biti predolg, čeprav lahko veliko govoril, ampak iz lastne izkušnje smo se odločili, tako kot ste rekla, da naša hči ne bo šla v zavod. Pa nas je država in družba prisilila v zavod. Zaradi tega, ker je bil odprt zavod, v katerega smo lahko edino vključili hčero. Seveda smo z veseljem tudi iz tega zavoda šli, pa nismo nič groznega in slabega imeli, ker so bili prijazni, ampak to je segregirano in zavodsko inštitucija. Če se postavimo v vsa življenjska obdobja in v princip normalizacije in začnemo za vse ljudi zagotavljati to, kar potrebuje in to, kar je normalno, potem bomo funkcionirali. Da smo pa starši tisti, ki se bojimo in nam je varnost primarnega pomena in bomo dali svoj zadnji dih za nov zavod, kot piše v današnjem delu, ja, potem mi pa ni jasno, kaj starši želimo. Ali želimo neodvisno življenje svojih otrok, tako kot smo mišli, ker ko je bil fant starejši 18 let, je rekel, hvala lepa, jaz grem po svoje, ker je za njega bila moja družina prisila. Pa seveda danes mnogi z veseljem gori nazaj in se imamo prav lepo in je prav fino, ampak on je imel možnost izbire in je lahko odločal. Drugi nimajo možnosti
izbire neodločanja. In če gremo zopet na življenje, ali nekdo izbira zavodski način življenja ali samostojno življenje, je neenakost države pri omogočanju tega življenja nenormalna. In neenakost je taka, da treba že zdaj ne govoriti. Kje vidite vi razliko, kje vidite mejo med zavodom pa nevladno organizacijo? Veliko krat se bojimo, da smo inštitucija, tako kot vi tudi, predvsem zaradi tega, ker nas tudi sistem, kakršnega država postavlja s svojimi standardi in normativi, prisiljuje v takšen način organiziranja. Bistveno merilo pri tem, kaj je eno, kaj je drugo, pa bi jaz rekla, da je to, kar so ocenili naši stanovalci, ko smo ocenjevali nekaj zadovoljstvo, kaj je pravzaprav tisto, kar je pomembno. Tako kot je rekel gospod Rovšek, vsi so dani na prvo mesto odnosa. Kot tiste najpomembnejše med tistimi, ki so pomoč in tistimi, ki so seveda uporabili te storitve. Tako da odnosi so dejansko tisto, kar je najbolj pomembno. Pri tem ponudimo zdaj to storitev ali kot velika inštitucija ali kot stanovanjska skupina, ki je še vedno seveda inštitucija v manjšem okviru, ali je to družina, ali je to družinski pomočnik, ali je to osebni sistem. Meni se zdi pomembno, kar je prej rekla Valerija, da smo ugotovili, da ceno kvadratnega metra stanovanj ne zbijajo ljudje z intelektualnimi ovirami, ampak so jo zbili tajkuni pa neodgovorni politiki pa tako naprej. Zdaj, jaz mislim, da je ta dragocena razprava govori o dveh stvareh. Ena stvar je, kako izboljšati kvaliteto zavodov, ki obstajajo in odgovori so na dlani. Definicija inštitucije je mednarodno tako pač praviloma nekako uveljavljena, da je inštitucija, torej kaj je inštitucija in jaz verjamem, da je lahko tudi družina inštitucija, je kriterije, koliko vpliva ima človek na svoje življenje znotraj te ustanove. Bodi si, da je to stanovanjska enota, lahko je velik zavod ali pa družina. In to je ena raven, se mi zdi, ki je zelo pomembna v Sloveniji, torej kakšna je kvaliteta dela v zavodih. Drugo pa je, kako iti na pot te institucionalizacije za tiste ljudi, za katere Matej pravi, da jih je več kot 50%. Ravno kar sem brala, da je Finska do leta 2020 sprejela torej zakon, da bo do 2020, da bodo vsi ljudje z intelektualnimi ovirami živeli zunaj zavodov. Namreč kvaliteta življenja v zavodih je seveda zelo odvisna od tega, od samih. Prvič, zavod ne more funkcionirati, če ne funkcionira tako, da ima osebje delovna mesta. Delovna mesta je pa možno imeti po nekem delovnem urniku. Zato vemo, da recimo moramo vstati ob 6. zjutraj, zato ker tudi izmena pride ob 6. zjutraj. Zdaj, ali je to stvar, na katero človek lahko vpliva ali ne, seveda ne more vplivati, če je to del, bi rekla, institucionalnega urnika in tako naprej. Torej, na Finskem so zato, ker so zdaj zahodne raziskave, ki jih imamo na vzhodu, recimo po socialističnih državah, teh raziskav praviloma ni, razen recimo manjše študije primerov, o kateri je recimo omenila Jelka, Bratec, pa tudi še nekaj drugih jih imamo. No, ampak večje nacionalne raziskave so izkazale, da je kvaliteta življenja zunaj inštitucij boljša in tukaj mi ne bomo mogli kaj drugega ugotoviti. Zdaj recimo, torej zato so na Finskem naredili ta zakon in obenem delajo pilotske projekte. Zadnji pilotski projekt, ki je ravno kar zdaj izšel, torej njegovi rezultati so bili, kaj prinese tako imenovano individualizirano financiranje. To pomeni, da se sredstva recimo iz zavoda alocirajo drugam v druge socialne službe in
ki jih človek lahko uporablja. Recimo, meni je zelo všeč, kako liberalno lahko ljudje uporabljajo denar, ki ga dobijo, z pomočjo recimo svojih recimo bližnjih, recimo staršev, ki jim pomagajo narediti to alokacijo ali pa tudi drugih strokovnih delavcev. Recimo, lahko si s tem denarjem popravijo stanovanje, lahko naredijo dostopnejše stanovanje, lahko se odločijo, da grejo delati v običajno okolje. In recimo v tem zadnjem pilotnem projektu iz 2 mest na Finskem je večina, skoraj vsi, odločili, da namesto v varovanih delovnih mestih, pri nas so to samo DDC, čeprav to niso delovna mesta, ne, v tem smislu, ampak da želijo delati v običajnem okolju. To me je recimo, torej potem recimo druga stvar je bila, da lahko dobijo denar za šolanje, če želijo jeti naprej in podobno. Kvaliteta življenja ljudi, ki so imeli direktno financiranje v primerjavi s tem, da so prej živeli v zavodu, se je povečala. Jaz sem se spomnila 2 primerov, ki jih boljše poznam. En je bil, ko je direktorica zavoda v Dobrni spodbudila in spremljala 5 uporabnikov iz Tončke Kočevja, da so začeli delati v Bauhausu. Ko smo jih potem, kasneje po enem letu, še zdaj delajo tam, vprašali, kako jim je. Prva stvar, kar so rekli, nikoli ne bi šli več nazaj delati v VDC. In recimo ena gospa je rekla, tukaj ne vejo, da sem iz zavoda, ne vejo, da imam diagnozo in me vprašajo, kje pa je kosilnica, koliko pa stane, kaj drugega in tako naprej. Skratka, živijo v običajnem okolju, odzivi ljudi so običajni, ne tako, no zdaj boš pa še ti malo povedal, pa tako naprej, ne? In so zelo zadovoljni. Drug primer iz enega zavoda v Sloveniji pa je, ko je človek na svojo pest, ne da bi povedal ne ljudem v zavodu, 10 let je živel v tem zavodu, ne da bi povedal socialni delavki in tako naprej, na svojo pest šel na skrivaj delati vozniški izpit. 2 leti nazaj, nekaj takega. Zakaj ni povedal? Imel je gotovo dobre razloge. Predstavljajte si, koliko strokovnih delavk po zavodih slovenskih bi pa človeka spodbudilo, da bi šel vozniški izpit delati. Tam pa niso pogledali vseh papirjev, ker ima človek v šoli lokalno, tako vaško okolje, človek je naredil šoferski izpit in zdaj je na tem, da bo mu vrnena poslovna sposobnost. Ampak vse to je naredil brez podpore ene samcate strokovne delavke. Meni se zdi to strašen primer. Strašen primer. Kaj to pomeni, da je moral človek, torej, da je vedel, zakaj ne pove. Torej, če bi pa si predstavljam, če bi bila pa klima drugačna, ker o deinstitucionalizaciji, jaz sem prvič besedo deinstitucionalizacija zapisala leta 87, ko sem bila 1 mesec v Hrastovcu. Torej, to je res, tako kot je rekla Katja Vadnal, bomo konzervativni, več kot konzervativni. Torej, 30 let. In če bi bila klima drugačna, da bi se rekli v redu. Ljudje, ki so recimo pred 10, 20, 30 leti iz različnih razlogov prišli v zavod. Bodi si zato, ker niso dosegali standardov znanja, bodi si zaradi revščine doma, bodi si zaradi travm in tako naprej. In so si pridobili neke spretnosti. Če bi za mene, tako kot je rekel gospod iz Sončka, deinstitucionalizacija je ne samo zapiranje zavodov, ampak drugačen način razmišljanja. Da bi torej rekli v redu, kako podpreti tiste ljudi, ki imajo sposobnosti, spretnosti in kako bi lahko živeli običajno življenje. To zdaj, seveda,
skupnost je kruta, ne, tako kot je rekla Valerija, ne. Skupnost ni tako rekoč. Ne. Je pa, lahko pa vsak človek za sebe pravzaprav oceni, ali se v določenem kontekstu kvaliteta življenja poveča ali pa poslabša, ne, torej v tem smislu. Ne. In jaz mislim, da je mogoče znotraj zavodov nekako razmišljati o pilotskih projektih, v katerih bi ljudje, ki že tako in tako delajo recimo včasih zunaj zavoda, naprimer delajo pri kmetih, pa delajo, če si najdejo, ne, tako to seveda država ne sme slišati, zato ker država plačuje na glavo tega človeka, ne, ampak zato, ker je država tako rigidna, potem je treba goljufati, oziroma meni se zdi to krasno, da osebje in direktorji iz zavodov pomagajo ljudem, da delajo pri kmetih, dobijo 50 evrov, da pomagajo na žagi in tako naprej, čeprav se to ne sme. Ne? In to je grozno. Ne? In jaz mislim, da tukaj je osebje veliko bolj emancipatorično in je treba več teh primerov. Ampak zdaj, kaj pa iz tega ven? Ne? Potem je pa treba reči, zdaj ta človek mora ravno tukaj v zavodu živeti. Ne? Če dela, pa je sposoben za delo, kaj pa je lahko naslednji korak, ne? Lahko mu zdaj pomagamo, ne? Da dobi neko socialno stanovanje, da živi sam in podobno. Ne? Ker paradoks je ta, ne? Da je človek 24 ur pokrit v zavodu, ampak dela zunaj za recimo lahko nekaj manj, nekaj več in tako naprej. Ne? To so te, bi rekla, paradoksi, ampak imamo recimo primere, za katere vemo, da od tukaj naprej bi lahko štartali. Mi govorimo o institucijah, kjer so osebe z motnjo duševnim in telesnim razvoju, ne? Po ta novem, po ta starem smo ga rekli duševno prizadeti. Ne, te institucije so drugačne. Zelo sem vesel te poti, osamosvajanja nekaterih, kot je Jože, pa gospa Sonja rekla, za mnoge to ni možno in je to dom, ki ga skupaj starši zgradimo. Pa svojci, s prostovoljci in tukaj še lahko kaj naredimo. To je moje mnenje in me zelo moti ta institucija. To me moti, mi bi mogli reči institucija in skupnost. In v Sloveniji nekako bolehamo na tem, da zmeraj kar nekaj časa zelo poudarjamo, začnemo rušiti. In obratno. Potem zopet ponovno gradimo in to sestavljamo, ko kar naprej sestavljamo. In če bomo v to šli, da bomo rekli, institucija ali skupnost smo bitko izgubili. Res. In to se pri nas često dogaja. Zdaj bi radi vse, vem, pobrali iz domov za starejše, so že pa itak na pol prazni. To se pravi, tam je treba nekaj kvaliteto urediti ali pa kaj drugega postoriti, vendar pri teh institucijah ne gre za to. Imam pa to izkušnjo, da se tudi na Karitas, jaz tam delam, prej sem pa delal 5 let v centru Dolke Boštjančič, to že zdaj skoraj 20 let, da srečujem v naših vrstah po župnijski Karitas, po škofijski, na slovenski, ljudi, ki bi se občasno morali iti v institucijo. Ker verjamem v institucijo, ker to dobijo. In tudi kdaj ljudi, ki ne bi smeli biti več v instituciji, pa se zatekajo po pomoč, kako bi prišli. Tudi to se zgodi. In tukaj ta dinamika, morda je tudi to poslanstvo nevladnih organizacij, fakultete, stroke, da tu pride na pomoč. Da delamo pilotske programe, kot se nas Darja izvaja. Na vsak način poskušamo v isti žakelj dati vse uporabnike, kar počes, uporabnike domov starejših občanov, mlajših videli vse ostale, in tudi vse inštitucije. Ko se mi pogovarjamo o deinstitucionalizaciji, mi ne govorimo o deinstitucionalizaciji določenih institucij, ampak kar vsem. In kar pos čas. In to se meni ne zdi pravzaprav prav, niti se mi ne zdi realno. Če gre pri tej institucionalizaciji res za odnos in možnost vplivanja na življenje, kjerkoli že to je, zdaj pa lahko v družini, da imamo boljše in slabše odnose v družini, tako naprej vsi poznamo.
tako, ne? Potem je verjetno, tudi razmišljam na glas, tudi zdaj v tem trenutku, mi je pa žal, da ni nobenega iz ministrstva glede, ne? Nek postopen korak deinstitucionalizacije za tiste, ki so za to primerni in sposobni, seveda tudi oblike različnih decentralizacij, ki poznamo, in kar je popolnoma drugače kot deinstitucionalizacija, recimo manjše stanovanjske skupine, s katerimi vemo, da je na ministrstvu problem, kako pravzaprav zadevo čez spraviti, in s takimi stvarmi, ki so že zdaj možne, pa jih mogoče zavirajo na nekih inštancah, na kateri so za to pravzaprav odgovorni. Predvsem sem hotela poudariti, da niso vse inštitucije enake in da niso vsi uporabniki inštitucij enaki. Tudi dokaj dobro poznam vse, kar se dogaja v Črni. Tudi mi smo šli skozi vse faze, dajali take in drugačne možnosti, vse, kar zdaj to čujem, pa mislim, da sploh ni treba kaj drugega na veliko in na dolgo razglabljati, ampak bi bilo dovolj, da samo spoštujemo in upoštevamo ustavo. Vsakdo naj ima pravico in možnosti izbire glede na svoje zmožnosti, sposobnosti. Ampak ne samo tega, kar mi njemu predpišemo, ampak tudi, kaj on zase želi. Enostavno vam bom iz prakse povedala, ker pač sem vodja institucionalnega varstva odraslih, da ko gremo recimo ko se res trudimo, da bi posamezniku omogočili njemu primerno življenje, pa tudi strokovni delavci in vse, bom rekel, vsi naši organi ocenimo, da bi pa nekdo bil sposoben živeti ali v stanovanjski skupini ali v stanovanju še s kom, da se pa tudi zgodi, da nekdo reče, ne, jaz pa tega ne želim. In smo tudi to dolžni spoštovati. Torej, na državi, vsej strokovni javnosti, vsej civilni javnosti, laični javnosti, na vseh nas je, da spoštujemo željo posameznika. Kot imam jaz, v glavnem razen, kar me omejujejo tudi take in drugačne institucije, tudi družina, možnost izbire za sebe, kaj je zame dobro, dajmo tudi drugim ljudem to možnost. Dajmo se pa, jaz rekel, vsi skupaj združiti, in starši, in vse ustanove, in vsa društva, in dajmo pritiskati na državo, da omogoči vsem državljanom Slovenije to, kar jim po zakonu in po vseh predpisih, po vsem sicer dovoljuje, nažalost pa ne omogoča. Prakse so zelo različne. Po oceni Evropske komisije je 1,2 milijona invalidnih oseb, oziroma tle mislijo in osebe z motnjo v duševnem razvoju in osebe z težavami v duševnem zdravju v institucijah. In poleg tega je še 1 milijon otrok v institucijah v celi skupnosti. Pri tem sama Slovenija cela Evropska unija pravzaprav zelo težko ostalo prebivalstvo prepriča za sodelovanje. Tisti, ki poznate primere, ki ste poskušali kje odpirati v celi Sloveniji, veste, kako žalostne zgodbe se dogajajo. Jaz sem bila sama pred pol leta priča zelo žalostne zgodbi, ki se je taka odvetniška družina uprla temu, da bi jih 8 tam živeli zaradi njih. Tako da sem mislila, da so ti časi že mimo. Taki časi so bili, ko smo na BS3 odpirali oddelek za dnevno varstvo, taki časi so bili, ko smo na Vižmarjih odpirali bivalno enoto, in taki časi so bili še prejšnji mesec, da ne bi imeli iluzije. Zakaj? Zato, ker nimamo nekih subtilnih oblik, kjer bi mladi, kjer bi ljudje poznali drugačne. Večji del smo tudi mi, ki delamo, in svojci morda bili zadržani do tega, ali nas bojo sprejeli. Sami smo zelo veliko riskirali, ko smo sredi Ljubljane odprli gostilno Druga violina, in kljub temu, da je v tisku in v medijih to izpadlo kot zelo dobro, mi je zelo veliko novinarjev, ko so sklopili mikrofon.
mikrofon rekli, pa mislite, kdo jedo pri vas, kdo bo pa jedel, če mu bo tak prinesel hrano. Bo pol Blaža vprašala, če ni nekaj težav. Skratka, težave so na celem področju Evropske unije. Evropska komisija se tega resno lotila, izdala je smernice, kako je treba to delati. Te smernice so že kar nekaj let na tržišču Evropske unije in poleg tega je izdala tudi orodja, kako do tega priti in zatem so tudi sredstva. Skratka, v tem programu, ki je bil letos poleti revidiran, sicer v juniju, piše, kako se lotiš tega, kako dobiš sredstva in tako naprej. Kaj Evropska komisija meni? Oni želijo, da vsaka država, članica Evropske unije, naredi oceno situacije v svoji državi, naredi strategijo in akcijski načrt, postavi zakonske okvire, da se bo to lahko izvajalo, da se razvijajo različne storitve. Slednjo sredo, čez en teden, bo tukaj 2. oktobra nacionalna konferenca, kjer smo uspeli certifikat, kjer imaš minimalni standard, kako delati z invalidi oziroma za skupino uporabnikov, ki je lahko različna. In ta certifikat je primeren na nivoju 21 dežel Evropske unije. Jaz sama mislim, da je zelo v redu. Edino, kar mi manjka, je to, da ne z Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport in ne z Ministrstva ne dobim nobenega, ki bi podpravljal 15 minut tle predstaviti, pozdraviti 21 članov iz različnih evropskih dežel. V tem smislu jaz mislim, da bi bilo potrebno razmišljati, kako spremeniti okolje in kako pravzaprav vse te načrte speljati. Še enkrat, Evropska komisija ima sredstva, jaz mislim, da smo pritiho, da mi vemo, jaz upam, da naša vlada ve, da so ta sredstva. Jaz še sam nisem slišala, da bi mi kdo povedal, kako se črpajo, da bi nam to pomagal, kako se reorganizirati in tako naprej. Meni se zdi žalostno, veste, da sem jaz, ker nisem prav tako čist neuka, to mogla sama poiskati in so me z Evropske komisije upozorili, kako vaša dežela pa tam še podatkov ne pošilja, kje šele, da poslala zahtevke za denar. Mi smo nekako vezani na pobude, ki jih dobivamo od posameznikov. Zdaj, vprašanje institucija, da ali ne, se pri nas nikoli ni pojavilo kot takšno, se do tega tudi nismo opredeljevali. Ta današnji posvet me je pravzaprav potolažil, ker vidim, da tukaj stvari niso črno-bele. Zelo mi je bilo všeč nekaj primerjava tudi z družino. Zdaj, pri nas je pravzaprav največji poudarek mogoče in pri pobudah, ki jih dobimo na področju institucije, in pri družinah vprašanje dostojanstva in nasilja. To niste edini relevantni vprašanje, zagotovo, ampak s tem se mi največ srečujemo in tukaj smo neverjetno blizu. Za nas je torej bistveno pomembne, kako se soočati s težavami, ki so, pa ne bo to znotraj institucije ali ne. Zdaj lahko povem, da se tudi mi hvalimo recimo v tujini dostikrat z našimi stanovanjskimi skupnostmi, ki so nekaj izjemnega in koraka naprej. Drugo, kar pa tudi, kar je tudi jasno podarjeno danes, dve največji težavi, ki jih srečujemo ne samo pri osebah s posebnimi potrebami, ampak nasploh v sistemu. Eno je strahotna rigidnost države. Zdaj jasno je, da manj je človek sposoben za normalno življenje, manj je tudi sposoben se s tem soočati. Marsikdo se mirno zmuzne, ampak tiste neke najbolj ranljive skupine pa na koncu plačajo ceno za nerigidnost sistema. Drugo je seveda denar, ta večni problem, čeprav mislim, da prepogosto bi bilo možno najti rešitve, ki ne terijo nekih posebnih sredstev, ampak samo malenega človeškega pristopa. Tako da vesel sem, da je tole bilo, vesel sem, da sem jaz slišal stvari, ker si pač nisem dovolj dobro vse predstavljal. Moja slika je zdaj boljša in upamo, da bo pomagala tudi za naprej.